Gotovo bodo letošnje spomladanske počitnice drugačne kot običajne, saj še vedno naprej velja ključnik ostanimo doma. Mi pa smo se pozanimali, ali morajo biti naslednji dnevi za počitek, ali pa strokovnjaki morda priporočajo, da kakšen dan vseeno namenite tudi šoli. Čeprav v minulih 6 tednih pouk niti približno ni potekal kot običajno, so počitnice še vedno zakon. Sem Matevž, zdravo, jaz pa sem Gasper. In oba komaj čakava počitnice. Komaj čakam počitnice. A ker čas ni običajen, morda tudi počitnice ne bi smele biti. Marsikdo se je vprašal, ali naj med prvomajskimi počitnicami dela za šolo. In tu je odgovor. Ne, to je jasen odgovor. Počitnice, ne učitnice. Zakaj? Zato, da bodo malo raje poprijeli spet po malem odmoru, ki je pomemben za vse. Večina si bo med počitnicami resnično vzela šolski odmor, nekateri pa boste tudi malo pokukali v šolske knjige. Med počitnicami se ne bom učil, saj je bilo v tem obdobju res veliko dela. Ker so počitnice in ne bomo več imeli dobene snovi. Probala se bom tudi učiti, da ne bom tako vsega pozabila. Ampak tisto, kar ne razumem, si bom še pomalo ponovila. Zato, ker sem za šolo delala sproti, si bom te počitnice vzela kot velik odmor. Tudi jaz se ne bom učil, saj so počitnice za počitek. Počitnice so za počitek, a to ne pomeni, da jih morate preležati in prespati. Počitek ne pomeni nič početi. Počitek pomeni početi druge stvari, kot jih počneš običajno. Pomembno je tudi, da v počitniških dejavnostih uživate. Si bom še prebrala kakšno knjigo. Si bom vzel čas za šport in igro. Bom igral nogomet in igrice. Če se pa najde kaj čas, bom pa še malo ponagajal njemu. Bomo šli ven z Ljubljane, bomo odšli na Gorenjsko, tam bom plezala po drevesih in se igrala z mojim bratom. Delali bomo manjše izlete, šli v naravo in večinoma bomo ustvarjali. Lepe počitnice. In ostanite doma. Poskrbite, da bodo nepozabne, čeprav še vedno velja, da morajo vse dejavnosti in druženje ostati v družinskem krogu.